Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 142. Kakšen imamo za začetek poglejmo v Afganistanu? It's off to a good start. There's great focus on, and President Karzai has made this point, and I think this is critical, on having, we would like to have no civilian casualties. I mean, this is focused on the people. This is not focused on the Taliban. And it is a strategy that will not just clear the area, but that will hold it and then build right behind it. Koalicijske sile v Afganistanu so skupaj z uradno afganistansko vojsko v polni ofenzivi. Dolga napovedovana operacija Skupaj v provinci Helmand se odvija. Poveljstvo poziva prebivalstvo naj ne beži, saj je cilj akcije zaščita le-tega pred talibani in vzpostavitev oblasti afganistanske države. Kljub pazljivejšemu ravnanju je bilo do sedaj ubitih 15 civilistov, 12 v raketnem napadu, ostali so bili ustreljeni. Od leta 2007 je strani koalicijskih sil območje zasedeno že četrtič. Vsakokrat, ko so se umaknili, so se vrnili talibani, ki so nadzorovali tudi mesto Mardža. Zanimivost operacije je vključitev antropologov v okviru projekta Človeški teren. Ti napredujejo skupaj s pehotnimi enotami, čeprav naj bi predstavljali alternativo bojevanju z golo silo. Sedaj pa poglejmo, kva se na Olimpiji jadi dogaja. V Vancouvru potekajo zimske olimpijske igre. Samo otvoritvena slovesnost je stala 40 milijonov dolarjev. Stroški za policijo, vojsko in zasebno varovanje so ocenjeni na 1 milijardo, celotna prireditev na okoli 6 milijard. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja je organizacijo iger v Vancouvru označil kot vzor za vse naslednje igre. Že v času priprav na dogodek so potekale demonstracije raznorodnih družbenih skupin. Najglasnejši so bili domorodci, aktivisti proti revščini in za zaščito državljanskih pravic, še posebej zaradi militarizacije mesta v ameriškem stilu. Domorodci protestirajo proti temu, da potekajo olimpijske igre na ozemlju, ki je bilo ukradeno njim, in proti lažnemu videzu, da je Kanada v dobrih odnosih z domorodnim prebivalstvom. Nasprotniki iger trdijo, da ima prireditev negativne socialne in okoljske posledice. V času, ko se ukinjajo socialni programi in kleščijo proračuni, država subvencionira mednarodno olimpijsko industrijo in lokalno nepremičninsko ter turistično dejavnost. 1300 brezdomcev, ki so živeli v lokalnih hotelih, se je zaradi povišanja cen znašlo na cesti. Olimpijska bakla je bila na poti večkrat ovirana, onemogočena je bila pot skozi center Vancouvra. S protestniki je bila solidarna celo nosilka olimpijske plamenice, ki je dejala, da je med protestniki mnogo njenih prijateljev. Kanačani in še posebej prebivalci Vancouvra niso najbolj navdušeni nad tako enormnim zapravljanjem, od katerega večina nima nič. Le 50% Vancouverčanov igre podpira. To je glede na običajno podporo malo, saj se ta ponavadi giblje med 80 in 90%. Sedaj pa poglejmo, kaj se je zgodilo v Davosu. Today, one of the things that links the world together is the global internet. And while so far it's been an environment which has largely helped people move forward, it's also become so vital to our national interests in every country and also to our economic well-being that it's become a real target for criminal activity and even for nation-state actions. And I think cybersecurity is going to have to require a much greater focus in the years ahead. In particular, I think two things have to be done first. We need to add a robust identity system to the internet for both people, computers, and software. Now, with that, we'll be able to create some accountability and traceability that we don't have today, and that'll be important for law enforcement. Ne, to niso besede kitajskih oblasti ali kakšnega drugega represivnega režima. Gre za govor raziskovalnega in strateškega vodje Microsofta na srečanju v Davosu. Po njegovo bi morale države državljanom za dostop do interneta izdajati posebna dovoljenja. Anonimnost je škodljiva zaradi čedalje večjih groženj varnosti državni infrastrukturi ter državljanom. Namesto pregona dejanskih kriminalcev je gospodarstvo in državam bolj všečen popoln nadzor. Kitajski ni potrebno več biti nerodno. Sama je takšen zakon ovrgla, ker se je celo njim zdel preveč represiven.
kaj so pa dogajali z evrotom, pa svetom na splošno, si pa poglejmo zdaj, takoj. Takoj! Poslanci Evropskega parlamenta so zavrnili sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami o dostopu do podatkov o bančnih transakcijah, ki se izvajajo prek sistema SWIFT. Predlog sporazuma je nadomestil začasni dogovor, ki je do sedaj takšno početje omogočal. Gre za popoln pogled ameriških državnih organov v transakcije, ki se odvijajo na teritoriju Evropske unije. Prenos podatkov iz sistema SWIFT bo še vedno potekal prek Nizozemske, ki je z Združenimi državami sklenila bilateralni sporazum. Združene države lahko pridobljene podatke posredujejo tretjim državam in jih hranijo do 90 let, brez kakršnega koli nadzora pristojnih organov Evropske unije ali posamičnih članic. Rok hranjenja teh podatkov je v Evropski uniji 5 let. 5 let. Sedaj pa si poglejmo, kdo vpliva na odločitve v Ameriki. The globe is slowly warming, real scientists all know, but ExxonMobil's here to claim it really isn't so. They pay for puppet scientists to dance upon a string and contradict the obvious, so no one does a thing. So V minulem letu so lobistične skupine v Združenih državah kljub recesiji porabile rekordne količine denarja. Glede na leto prej se je njihov finančni vpliv na odločitve kongresnikov in senatorjev povečal za 5% na 3,5 milijarde dolarjev. Močno prednjači farmacevtska dejavnost in dejavnost zdravstvenih storitev v vseh svojih oblikah z 267 milijoni dolarjev pred gospodarsko zbornico z 144 milijoni. Posamično so največji lobisti ExxonMobil, Združenje farmacevtske industrije, General Electric, Pfizer in zdravstvena zavarovalnica Blue Shield, Blue Cross. Sedaj pa si poglejmo, kaj se dogaja s Portugalsko, Irsko, Grčijo in Španijo ali na kratko s Pixi. V evroobmočje je prišlo precej držav s proračunskimi primanjkljaji večjimi od dovoljenih. Namesto da bi dvigovale davke ali nižale javno porabo, so del primanjkljaja pokrivale z odprodajo ali odkoncesioniranjem javne lastnine in servisov, del pa spreminjale v izvedene finančne inštrumente. Če je Italiji pri kreativnem računovodstvu pomagala banka JP Morgan, je Grčiji razvpita banka Goldman Sachs. Ta je prejšnji grški vladi več kot desetletje dolgo pomagala pri prikrivanju dejanskega stanja državne blagajne pred evropskimi finančnimi nadzorniki. Milijarde državnega dolga so prek nekaj 10 bank zapakirali v izvedene finančne inštrumente. Grški voditelji so zastavili letališča, avtoceste in državno loterijo. Zadnji poskus intervencije je potekal novembra, ko je skupina Goldman Sachsovih izvedencev prepričevala novo vlado, da dolgove zdravstvenega sistema prestavi v prihodnost tako, da niso videti kot proračunski primanjkljaj ali zadolževanje. Politiki so odplačevanje dolgov želeli preložiti v prihodnost, bankirji iz Wall Streeta so jim pri tem pomagali, s tem pa grško, italijansko, špansko, irsko in portugalsko ter skupno evropsko finančno stabilnost rušili z natančno istimi sredstvi kot ameriško. Strategi pri Societe Generale opozarjajo, da bo pomoč grški ekonomiji podobna nanašanju ometa na poškodovano zgradbo. Pomoč bo le začasno zadržala popoln polom skupne valute. Od novembra je evro napram dolarju izgubil 10% vrednosti. Tudi ameriške banke se pripravljajo na nov udar. Grozi jim val zapadlih hipotek na poslovne nepremičnine. Ogroženih je okoli 3000 manjših in srednjih finančnih ustanov. Kongresni odbor za finančni nadzor opozarja, da se v obdobju 2011-2014 iztekajo hipotekarna posojila v vrednosti 1,4 trilijona dolarjev. Zaradi 40% padca vrednosti nepremičnin je več kot polovica kreditojemalcev dolžna več od vrednosti zastavljenega premoženja. Zapadanje hipotek bo najverjetneje povzročilo direktne izgube v vrednosti okoli 300 milijard dolarjev, posredne posledice še niso ovrednotene. Ekonomsko poročilo Bele hiše ne obeta nič dobrega tudi na področju zaposlovanja. Množična nezaposlenost se bo nadaljevala še leta, čeprav naj bi se skozi leto 2012 rahlo zmanjšala pod sedanjo raven. In še današnja, a imamo takle vprašanja? Prvo vprašanje.
Ali Pahor upravičeno daje optimistične napovedi o ponovni gospodarski rasti? Drugo vprašanje, ali naj se Slovenija pridruži Islandiji, ki bo verjetno imela novo medijsko zakonodajo, s katero bi omogočili vsem disidentskim glasovom moč dostopa do javnega prostora, ali naj se pridružimo tistim, ki bi dajali vozniška dovoljenja za internet. Tretje vprašanje, pod okriljem Mladine poteka zbiranje podpisov za ukinitev vojske. Zakaj ste proti? Iz ljubljanskega studia 142, to je bil današnji Takle mamo. Lepo se majte. Adijo.